Highlander je največji športni terenec znamke Toyota in bo od letos prvič na voljo tudi v državah zahodne Evrope. Če se komu to zdi malce nenavadno, češ da živimo čase, v katerih se zaradi težav s škodljivimi izpuhi avtomobilske tovarne prej odpovejo velikim, okornim in potratnim terencem, ima prav. A po drugi strani pri Toyoti stavijo na hibridni pogon in verjamejo, da je zdaj pravi čas za Highlanderjev nastop v Evropi. Well, the Highlander has been introduced already 20 years ago in the United States, but we felt like this generation was the most appropriate to launch in Europe because it combines a series of aspects which suit European customer. So first of all, the design, we felt the design was very pleasant. Very importantly, the efficiency, so because of the hybrid powertrain, the car is very efficient. And also we felt that the new GAK platform was just the most appropriate to the European customer because European customers need a very dynamic way of driving. So all these aspects combined made clear that this was the right generation to launch in Europe. Pod motornim pokrovom se hibridni sklop druži z 2,5-litrskim bencinskim štirivaljnikom. Skupaj vozniku ponujata 182 kW sistemske moči, kar zadostuje, da Highlander navkljub štirikolesnemu pogonu, samodejnemu menjalniku in njegovi masi 2 ton do 100 km/h z mesta pospeši v vsega 8,3 sekunde. Pospeševanje se sicer zaključi pri številki 180, a bolj pomembno je to, da se lahko vse do hitrosti 125 km/h pelje zgolj na elektriko. Hkrati lahko z njim vlečete 2 toni težko prikolico. Highlander je v Toyotini ponudbi z razlogom največji. Vanj lahko sede namreč 7 potnikov. V prid boljšemu sedenju čisto zadaj je druga vrsta sedežev pomična za 18 cm. Posledično se lahko zagotovi prostor za kolena ali pa za večji prtljažnik. Skladna z velikostjo avtomobila je tudi serijska oprema, ki je bolj prestižna kot običajna. A prestiž na japonski način je drugačen kot evropski, zato bo komu notranjost všeč, drugemu pa morda celo preveč kičasta. Vseeno velja izpostaviti digitalne merilnike, 12,3-palčni osrednji zaslon, ki je združljiv tudi z Apple CarPlay in Android Auto, številne odlagalne površine, ogrevanje in hlajenje sedežev, posebno pa je tudi notranje vzvratno ogledalo, ki ob običajnem prikazu lahko dogajanje v in za vozilom prikaže tudi preko kamere, s tem pa voznik nima težav pri pogledu nazaj predvsem takrat, ko v vozilu sedijo potniki tudi v zadnjih 2 vrstah. Ne glede na paket opreme, je novi Highlander serijsko opremljen z varnostnim paketom Toyota Safety Sense, ki pa ima različno delovanje podnevi ali ponoči. Zaviranje v sili, recimo ob avtomobilih, podnevi prepozna tudi pešce in kolesarje, ponoči pa samo pešce. Tudi pomoč pri vožnji v križišču in preprečevanju trka z nasproti vozečimi avtomobili je omejena na dnevno delovanje. Drugače je s prediktivnim tempomatom, saj samodejno zmanjša hitrost vožnje v ovinkih in upošteva tudi hitrostne omejitve, ne glede na to, ali zunaj sveti sonce ali pa svetijo zvezde.